Imagine Cup je največje svetovno študentsko tekmovanje študentov računalništva in informatike, v katerem recimo tak za občutek že tekmuje na letni ravni okrog 400 tisoč študentov iz celotnega sveta. In kar se danes tukaj dogajalo, je bil zaključek slovenskega nacionalnega izbora, kjer smo videli 6 finalistov in pa 3 zmagovalce, ki se bodo zdaj uvrstili v, bomo rekli, en taki polfinale, ki je stopnička, ki jih loči do svetovnega finala. Skratka, v juliju bo potekal v Seattlu svetovni finale, kjer se bo res zbrala smetane najboljših študentov, študentskih ekip. In zdaj slovenske ekipe torej čaka v maju še ena spletna predstavitev, ta spletni polfinale, ki jih loči skratka do tega velikega dogodka. Zgodovina slovenskih Imagine Cup tekmovanj je bila najbolj blesteča lansko leto, ko se je ekipa Dora iz mariborskega Ferija uvrstila na drugo mesto v Sankt Petersburgu, kar je najboljša uvrstitev slovenskih ekip. Tako da imajo letošnje ekipe kar težko delo, da ta rezultat presežejo. Imeli smo dejansko 6 finalistov, torej v kategoriji iger smo imeli enega finalista, v kategoriji World Citizenship smo imeli 2 in pa v kategoriji Innovation smo imeli 3 finaliste. Ja. Torej, kriteriji so za vsako kategorijo drugačni. Recimo pri igrah je najbolj pomemben ta faktor zabavnosti, da je res igra privlačna, da te potegne, da ne moreš nehati igrati. Skratka, ta faktor. Seveda je potem pomembna tudi izvedljivost, poslovni model in vse te ostale stvari, ki pač sodijo zraven. Recimo pri kategoriji World Citizenship je najpomembnejša ta neki učinek, ki ga lahko dosežemo s to rešitvijo, koliko življenj bo rešila, koliko bo, pač v našem primeru, koliko bo recimo narava bolj obvarovana in tako naprej. Skratka, ta neki globalni učinek te rešitve. V kategoriji Innovation pa je najbolj pomembna ta faktor inovativnosti. Skratka, koliko je ta rešitev drugačna že od nekih obstoječih, od nekih konkurenčnih rešitev in je ta skratka faktor neke drugačnosti, inovativnosti najpomembnejši. Skratka, itak, da pa sama poslovna izvedljivost in pa poslovni model pa itak mora štimati pri vseh kategorijah. Mi organizatorji si prizadevamo in želimo in tudi samo tekmovanje razvijamo v tej smeri, da je dejansko Imagine Cup samo ena taka prva odskočna deska v smeri enega mladega start-up inovativnega podjetja. Zato je tudi celotna časovnica in aktivnosti naravnane tako, da pač te ekipe spodbujamo, da po finalu, pa tudi tiste, ki niso bile zmagovalci, da naredijo oziroma da razvijajo to v smeri nekega podjetja. Že recimo predlanski, torej finalist Second Sight, so dejansko zmagali na slovenskem Imagine Cupu, šli v New York, pobrali ogromno feedbacka, prišli nazaj, ustanovili podjetje, dobili investitorja, se člani v naš inkubator in potem so šli v London, v londonski pospeševalnik, skratka nadaljuje pač neko zgodbo, ki so začeli na Imagine Cupu.